Lepo pozdravljeni. O veličini naroda in o njegovi moralni razvitosti lahko sodimo po tem, kakšen je njegov odnos do živali, je izjavil Mahatma Gandhi. V prispevku boste videli, kako se lahko zaključi življenjska pot hišnih ljubljenčkov. Izvedeli boste tudi, kam z njihovimi posmrtnimi ostanki. Ostanite z nami. Odločitev o tem, kdaj je čas za trenutek slovesa od našega hišnega ljubljenčka, je zagotovo ena od najtežjih odločitev, ki jih mora sprejeti lastnik kosmatinca oziroma družinskega člana. Ponavadi se odločimo skupaj z veterinarjem, takrat, ko je kuža res že bogi, ko dejansko rečemo, da žival nima več dostojnega življenja, dostojne starosti, ko se pojavijo bolečine, trpljenje, ko je to morda samo še podaljševanje neke agonije, ko vidimo, da je v bistvu situacija, tista življenjska funkcija popolnoma onemogočena, in je stanje tako, da dejansko stroka kot medicina ne bi mogla pomagati več v neki smeri ozdravitve. Prav tako moramo biti odgovorni do njih v tej meri, da ko je žival neozdravljivo bolna, da se znamo primerno odločiti o tem, da se poslovimo ta pravi čas, da nekako ne gojimo enega svojega egoističnega čustva, da bi žival še vedno imeli, pa ona nima več neke primerne kakovosti življenja, a ne. Evtanazijo izvajajo v veterinarski ambulanti, kjer žival najprej dobi pomirjevalo. Potem ji v žilo vbrizgajo sredstvo, zaradi katerega kmalu in neboleče zaspi zavedno. Mesečno opravijo od 10 do 20 evtanazij. Tisti, ki imamo živali, to zagotovo lahko razumemo. Zdaj, marsikdo, ki ima človeka, pa ne žival, reče, to nikoli ni primerljivo, a ne. Vsi, ki pa imamo hišne ljubljenčke, pa vemo, da je žalovanje popolnoma enako, različno dolgo, zato ker pač ljudje na različne načine žalujemo. Nekako pa vedno rečemo, zdravilo za hišnega ljubljenčka je nov hišni ljubljenček, žalovanje je lažje prebolevamo, saj smo motivirani in animirani z nekim novim delom, ki nadomesti izgubo prejšnjega kosmatinca. Obiskali smo Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, kjer so nam tamkajšnji gojenci spregovorili o svojih izkušnjah s smrtjo hišnih ljubljenčkov.
Upepelitev pokojnih hišnih ljubljenčkov omogoča podjetje Cremona v Vačah pri Litiji. To je edino tovrstno podjetje v Sloveniji, kjer upepelijo okrog 150 živali na leto. Največ upepeljujejo pse in mačke, manj morske prašičke, papige in druge živali. Dobar dan, lep pozdrav. Dobar dan, v Mariboru Barcelona. Potem sem dobral materialno upepelitev, upepelitve kakor tudi datum. In vse živali, ko ostane pri veterinarju, gre naprej v industrijsko predelavo, kar pomeni, da se iz njih pridobi ali bioplin, ali se pa predelajo v živalsko moko, katera se potem dodatno uporablja kot nadomestno gorivo v industriji. Zakaj se to v javnosti ne govori, zakaj je to pač tako, da je to neka skrivnost, nam ni znano. Ampak se da pa to preveriti, vsak lahko to preveri pri Veterinarsko-higijenskem institutu, kam oni grejo iz Trupla, se pozanima in če bo ta prav na telefonu, bo tudi omenil. Nekaj dokumentacija s tem. Tako da tukaj dobite, bomo v München, v Nemčijo in zakaj. In tukaj imamo še višjo in zato, ker je to seveda najbolj bistvena zadeva, tako natančno delo. Tukaj zdaj tudi vidite. Zdaj, če ko povem, kaj je dostojno. Dostojno je vedno relativno, kaj nekdo vidi kot dostojno. Mi osebno vidimo kot dostojno, da prvič pride žival do veterinarja, se dostojno evtanazira, če ima neke bolečine, da ne more sama zaspati, umreti, bilo kaj. To je začetek dostojnosti. Potem pa, da ljudje malo razmišljamo, kaj se je zgodilo, tisto, ko smo prej že govorili, in potem sami ocenimo, a je to prava pot, da se kužka, mucka, zajčka dobesedno semelje, ali ni, zame osebno ni. Ker vemo, da v današnji družbi še vedno ima dosti ljudi neke predsodke in tako pač ljudje, ki imajo neko invalidnost, imajo manj stika z ostalo družbo, običajno. In vidimo, da cenijo žival veliko več, zato ker so več z njo skupaj. Veliko jih je, ki imajo recimo psa, ki jim pomaga, recimo če so v vozičku in prinese časopis, copate, ne vem kaj vse, ker so pač živali tako izvežbani, naučeni. Vidimo slepe, ki imajo kužka, ki jih vodi pač skozi življenje. In če zdaj nekomu človeku, ko, Anglež bi rekel, ko ima tak hendikep, da sam ne more pač kakor želi, če takemu človeku umre pač živalca, ki je bila zanj več kot samo žival, ampak je bila res dejansko del življenja, je to zelo težko in se zelo veliko na nas obrnejo in želijo pač se na te način tudi zahvaliti svojemu prijatelju, da je njim pomagal dokaj normalno živeti med časom svojega življenja. Edino pokopališče za male živali v Sloveniji je v Mariboru. Sicer je tako, da stranke, ki se na nas obrnejo in jih mi vprašamo, zakaj, zato hočemo imeti doma. Tako da ne vem zdaj, če je že kdo od nas pokopal v Mariboru, ampak mi imamo informacijo povratno, da jim je veliko pomen, da je žara in žival na domu,
tako da ne vem, če pride to za naše stranke poštev. Lahko pa, če hoče. Prav, pri nas ni več diamantni pogreb, ampak delamo te safire pa dragulje z tega. In je pač, da se iz pepela živali, iz vsebin pepela, določeni minerali se pridobi osnovna, bi rekel, substanca, da lahko izdelamo kemično pač te umetne kamne, ki so kvalitetno, zelo slično pravim, samo so pač vaša lastna in oseben spomin na vašo pokojno žival. Žaro s posmrtnimi ostanki hišnega ljubljenčka lahko shranite doma, zakopljete na vaši posesti ali pa pepel raztrosite tudi na vaši posesti. Pepela pa ne smete raztrositi, žare zakopati ali pa odložiti na javnem prostoru, v vodah ali v morju. Hvala za pozornost in nasvidenje.